To je hvalnica kolesa Marka Užeja. Zdaj, Marko Uže je antropolog in se tako od kolesa, ne bo zdaj neke abstraktne teorije delal o tem, ne bo šel neko zgodovinsko analizo kolesa, kdaj je bilo izumljeno in tako naprej, ampak se bo lotil čisto antropološko, recimo, kakšen specifičen odnos se vzpostavlja med človekom in kolesom, čisto neka ta intimnost, ki pravi, da je specifična za kolo. In to proba nekako datirati v neko obdobje, to so predvsem 30-40 in tukaj je vzpostavil nek mit. Namenoma o tem govori mitologiji, kaj je kolo takrat pomenilo. Ta neka ideja solidarnosti in povezava z delavskim razredom in tako naprej, in kako se nekako to razprostrlo po celotni družbi. Zakaj so kar vsi naenkrat začeli kolesariti. Ampak na neki točki je prišlo tudi do neke krize. To se ni obdržalo, pač zaradi nekih sprememb, predvsem zaradi urbanega okolja, ki je nekako izvrglo kolo v sfero rekreacije, kot jim on reče. In gre skozi to krizo na koncu po sebi ponudi neko utopijo. Čisto da to, kar je včasih pomenil kolo, da tudi neko možnost, kako lahko dan zasnujemo drugače mesto in kako lahko drugače nek poseben odnos vzpostavimo s kolesom in naravo in tako naprej. In kako lahko konec koncev spremenimo tudi pač človeške odnose prek samega kolesa, prek te mitologije. Zato pišejo že hvalnico kolesu, mi smo pa lotili malo drugače in bomo šli na te tri ključne tematike, ki jih on odpre. Prva je ta intimen odnos človeka do svojega kolesa in tukaj smo pač poprašali čiste uporabnike kolesa, zakaj pač to radi kolesarja, zakaj ima radi svoje kolo. Druga tematika je povezava kolesa in urbanega okolja, skratka kako kolo vpliva na mesto in kako nekako restrukturira mesto in kako lahko tudi neke sodobne politike danes vplivajo na to. O tem smo se pogovarjali z Markom Peterlinom, direktorjem Inštituta za politike prostora. In tretja tematika, ki je športno herojstvo, čisto zakaj so to kolesarji spet popularni, tako kot je bil včasih Fausto Coppi, in zakaj je tukaj kolesarstvo nekaj posebnega. In o tem smo se pogovarjali z Igorjem Bergantom, z nekdanjim športnim komentatorjem in novinarjem. Zame je to predvsem način sprostitve glede na vse, glede na trenutno situacijo in v bistvu ves stres, ki ga doživljaš skozi dan. Meni kolesarstvo pomeni nek način sprostitve, kot sem že rekel, da odmislim v bistvu tiste negativne misli in dejansko sam pred sebi vem, da pridem dan čez drug človek sproščen. In v bistvu se rekreacija, šport in vse mi to, bom rekel, kolo mi pomeni zelo veliko. Začel sem zato, ker sem nekako moral, pravzaprav je bilo tako, Jaz sem malo preveč holesterola in sem moral to nekako malo spremeniti življenjski slog. Takrat sem začel kolesariti. Mi pa to prišlo v navado. Zato je pravzaprav ugotovil, da sploh ne vem, kje sem doma. Doma sem v Ljubljani, ampak nič nisem vedel, kaj je okoli. Kamorkoli smo se peljali, bilo to z avtom, če greš pa s kolesom, pa vidiš takele kraje kot tole, ki jih prej nisem poznal, tako kot jih vi tudi niste. Ne samo, da je kolo pač praktično lepo, pa da te v bistvu zapelje kamorkoli. Mene v bistvu popelje tako v spomin na neka brezskrbna otroštva. Pa nekdo se bo spomnil, ampak na neko serijo Modro poletje oziroma v španščini Verano Azul, ker se ti otroci vozijo na kolesih na začetku. In to je v bistvu ta moment, ko si tako otrok, pa se voziš tukaj po tej betonski dolini, čez ta razbrzdan asfalt. In si tako malo svoboden, divji, opazuješ ljudi okoli. Se mi zdi, noben ti nič ne more, malo tega vetra v laseh, včasih tudi malo dežja. Ampak tako, ne vem, tudi če greš v službo, recimo, si še zmeraj do tistega trenutka, preden prideš strne 12 let in dihaš tudi mogoče malo nesnaženega zraka, ampak
si kadilc otrok. Bajk, jaz se zbudim na njem zjutraj, jaz vstanem, jaz sem vsak dan na bajku, pridem, nekaj naredim za telo, šele takrat se zares zbudim. Drugače pa pač najhitrejši sem. Živim v stolpnici, 18 štukov, parkirati ne moreš nikjer, avto ne moreš nikjer dati, vozi se čez vse semaforje, iz enosmerne te pošiljajo levo, desno. Jaz grem samo lepo po vseh bližnjicah, mimo semaforjev, hitrej sem, ekološki sem, cenejši je, kakorkoli obrneš. Bicikel je najcenejši, tudi če ti enega ali pa dva ukradejo na let. Cenejši kot vsi bencini. Res ekološko in pač se mi zdi, da dan se začne, ko greš na kolo. Takrat se zbudim, ko pridem domov z biciklom, zaključim dan, se lahko poširam in spat. Po vseh ni važno, ali je sneg ali je dež, jaz grem na bicikl. Po možnosti se držim kolesarskih stez, kjer je mogoče, ampak se tudi bližnjice imajo kolesarske steze. Je pa ful super, da so zdaj uredili v Ljubljani te enosmerne, da imajo za kolesarje, da greš lahko po drugi strani. Nisem pa najbolj radoljuben, to pa sigurno ne. Tam, kjer naredijo neko nelogično rešitev, da moraš bajk prenašati, pa to ga ne nosim. Grem jaz z bajkom pač naprej, zrihtite kolesarske steze. Električen skiro, jaz sovražnik sem v bistvu tak tihi. To so mi ljudje za šankom, nek šank in niso niti v tej športni, niso niti oprezni, malo jih prehitiš, malo oni tebe, ponovadi so itak glih malo počasnejši od kolesa, tako da ne veš, kako zares reagirajo po klancih. Grozen. Ne morem, ne bi spremenil, pač. S biciklom naredim svojo telovadbo, držim se v formi in grem tudi po snegu lahko. Električnega skiroja letos v snegu nisem niti enega. Čau! Kolo je neka specifična hitrost premikanja. Ne? Ta hitrost pač vpliva po eni strani na razdaljo, ki jo lahko prevozimo z njim zlahka, na drugi strani pa na dojemanje neposredne svoje okolice. Z kolesa še vidiš recimo ljudi, lahko se z njimi komuniciraš, se ustaviš, če nekoga srečaš, poklepetaš. In to je za mesto kar pomembna stvar. To bistveno spremeni celo dojemanje pač mesta kot takega. Zdaj, pač mesto, ki je nekako prilagojeno avtomobilu, tega mikromerila pravzaprav nima. Tudi razdalje med dejavnostmi se zaradi potreb po prostoru, ki jih pač avto prinaša, izjemno povečajo. Tega pač pri mestu, ki je prilagojeno kolesu, ni, tako da pravzaprav lahko ohranja neko človeku prijazno merilo. Lahko se razvijajo neke dejavnosti, ker s kolesa pravzaprav kolesarji so bistveno boljši potrošniki. To je pač neka zanimivost, ki je, se pač izkaže v vseh mestih, ko se prilagodijo kolesom. In seveda to ima na lokalno gospodarstvo tudi na to drobno merilo gospodarstva dosti pozitiven vpliv. Tako da taka mesta so praviloma živahnejša, vitalnejša in pač spet cela narava mesta se spremeni. Ne. To je ta utopija, ki jo urbanizem recimo goji zadnjih, ali pa pač vsaj naprednejši urbanizem goji zadnjih nekih 20 let, ali pa mogoče celo malo več že. In izhaja pravzaprav iz ne toliko zelo utopičnega modela, ki sta ga najbolj mogoče poosebljata Amsterdam pa Kebenhavn, ki sta kolesarjem prilagojeni mesti že nekaj desetletij. Tako da jaz mislim, temu reči utopija je mogoče malo pretenciozno, no, ampak je pa neke vrste ena bolj pragmatičnih
pragmatičnih utopij, no, če pač ta izraz lahko uporabimo, ki je pač kontradiktoren nekako sam na sebi, ampak je ena prilagoditev mesta, ki zahteva razmeroma majhne vložke v nasprotju s temi, bi rekel, velikopoteznimi utopijami, ne, ki so temeljile na, kako preko, kar na novo zgrajenem svetu. Ne. Je to neka prilagoditev sveta, ki ga poznamo in je v tem smislu skladna z nekimi tudi dojemanji pač sveta, ki se mora prilagoditi podnebnim spremembam, ki pač je, kjer moramo delati čim več z viri, ki jih imamo in čim manj nekako porabljati novih, se pravi tudi čim manj graditi, to v resnici pomeni. No. V politikah se ta moment vedno bolj uveljavlja na vseh nivojih, pravzaprav zadnjih, koliko smo rekel, 20 letih, tako je to pač neka uradna doktrina prometnih politik, urbanih politik, od evropske ravni na eni strani do državne in lokalnih politik. Se pravi, v uradnih strategijah se poudarek na nemotoriziranemu oziroma prometu oziroma aktivni mobilnosti, kot se temu reče. Se pravi, ob kolesarjenju je to še hoja na krajše razdalje. Je tisto, kar se izrazito poudarja, da pač mora imeti prednost pri premikanju po mestu. Pri dejanjih in dejanskih izvedbah je pa več težav. Vidimo, da pač ne sledijo niti državne politike, pogosto ne evropskim, da se sredstvo še zmeraj daleč največ vlaga v ceste in v avtomobilski promet, da pravzaprav obstaja ta izvedbeni deficit, ne, kako se reče, izvajalski deficit, kot se pač reče temu, da ne izvajaš strategij, ki si jih sam napisal v resnici. In to pač ni samo naša specifika, to pač mnoga mesta poznajo, ampak pri nas je še bolj izrazita. Težava, zakaj do tega pride, je, da so ekonomski interesi pogosto na drugi strani. Da so na avtomobilu, da so na pač avtomobilski industriji, naftni industriji, ki je z njo povezana, tudi pravzaprav cel kup teh stranskih podpornih industrij, ki obe te dve industriji podpirata, ne? In da so to pač zelo močni dejavniki pri oblikovanju ali pa pri dejanskem izvajanju politik. Tako da v tem smislu so mogoče zanimivi poslovni modeli, ki uspejo nekako kolo postaviti v ospredje, ne? Kolesarska industrija ni zelo močna, ampak recimo Tour de France je pa kar mašinerija, ne? To je pa nekaj, kar pravzaprav tudi že izpostavlja, takrat se mu je zdelo, ko je pisal knjigo, da je v zatonu, ampak danes vidimo, da je pravzaprav neko drugačen razvoj, neko novo renesanso doživel in je to tudi eden od poslovnih modelov, ki pravzaprav kolesarstvo dviga, ne? Tudi pač za nas je to zanimivo, ker pač imamo res trenutno svetovne šampione na tem področju, ne? Lanska dvojna zmaga je po mojem pač nedosegljiva, ampak je to nek mit, no, o katerem govori tudi Ože, ne? Pri nas imamo zelo močno dojemanje kolesa kot sredstva za rekreacijo, ne? In ta Tour de France in tekmovalno kolesarstvo to pravzaprav podpira to idejo. V manjši meri je pa to povezano z vsakdanjim kolesarjenjem po opravkih, z urbanim kolesarjenjem. In tukaj jaz vidim nek potencial, ki bi ga mogoče morali poskušati izkoristiti, no? Potem tudi pravzaprav se tudi že malo nekako daje ta namig na to povezavo, no? In ni pa samo umeven, no? Ni tako, da bi bilo čisto očitno, kako se to lahko zgodi. Mogoče je bolj očitna povezava z urbanim kolesarjenjem in poslovni model, ki je bližji temu povezava Europlakata in biciklja, sistema bicikel v Ljubljani, ne, ki je tudi pravzaprav nek tak poslovni model, ki pač ima svoje dobre in slabe strani, ne. Vsekakor pa podpira urbano kolesarjenje. To je tudi ta sistem Velib, ki ga omenjajo že v sami knjigi, ki je v Parizu postal pač zelo popularno v tistem času, ko je to knjigo pisal. Kolesarstvo je eden izmed
prvih športov, ki je nastal, ne, v človeštvu. Zanimivo, da v nasprotju z drugimi športi, ki večinoma izvirajo iz Anglije, konkretno, ali pa recimo britanskega otočja, ne, je pač ta šport precej bolj kontinentalen. Kot rečeno, ne, je bil eden izmed prvih športov, vedno je bila pač ta fascinacija, da lahko človek z močjo svojega telesa in pomočjo neke naprave, ne smemo pozabiti, da se je to dogajalo pač v tej drugi fazi industrijske revolucije, ne, in kolo je bilo sicer neka naprava, ki je pa seveda delovala in še vedno deluje samo na temelju človeške sile, ne, da pač to je bila neka, bi rekel, tehnološka fascinacija, hkrati pa seveda tudi fascinacija nad zmogljivostjo človekovega telesa. In od začetka kolesarstva, ne, so bili pač ti napori res v bistvu izjemni, ne. To pač res ni bilo za navadne smrtnike in ta fascinacija je ostala do danes, ne. Seveda, to seveda je tudi en problem kolesarstva, zato je pač vedno bilo tudi izpostavljeno pač zlorabam zdravil, dopinga, vse zadnje, ne. Recimo Fausto Coppi, ki ga že tudi pač omenja kot prvega velikega svetovnega zvezdnika kolesarstva, ne. Recimo on je priznal, da je tam v 40 letih pač en rekord bilo za dirko na 1 uro, da je pač uporabljal amfetamine. Zdaj, jaz bi rekel, da pri kolesarstvu je bil v bistvu še ta dodatni problem, da je namreč samo po sebi bilo in je še vedno zelo nevarno, ne. Imate pač žal vsako leto kakšno smrtno žrtev na teh največjih dirkah, bodisi zaradi zastoja srca, kar je zelo pogosto, bodisi recimo zaradi padcev. In recimo tudi Coppijev brat je umrl po eni dirki, kjer je padel. Tako da v bistvu te nesreče so vedno bile tudi pač sestavni del, ne. In pač, žal pa seveda to na nek način tudi še povečuje mikavnost tega športa, ker pač je tudi to nek adrenalin za občinstvo, ne. Kolesarstvo je v Sloveniji res dobilo eno popolnoma novo razsežnost, ampak tukaj se že moti, mislim. Kolesarstvo je pridobilo na priljubljenosti tako rekoč povsod. Mislim, en velik boom je bil v Združenem kraljestvu oziroma Veliki Britaniji ravno zaradi uspehov pač teh angleških moštev, posameznikov, ne, navsezadnje tudi Frooma, ki je pa zelo zanimivo, ki je Afričan, ne, rojen v Keniji, vzgojen kolesarsko v Južni Afriki in šele potem v bistvu je začel nastopati za pradomovino svojih prednikov. Mislim, to je bil en velik boom zlasti v Angliji, pa tudi drugje. Nemčija je vedno imela pač Ulricha in te sicer tudi padle junake. Mislim, vsako okolje je pač v nekem določenem trenutku ob teh tradicionalnih pač proizvedlo neke šampione. In v bistvu ta fascinacija nad dirkanjem, konec koncev tudi v naravi, ljudje smo na nek način do narave, do nekega lepega naravnega okolja, tudi se mi zdi, da dobili malo bolj izostren občutek in ta fascinacija nikoli ni upadla, ne. Tako da kolesarstvo dejansko je ta trenutek globalno bolj priljubljeno kot kdajkoli prej, ne. Ravno tudi verjetno v tem, bi rekel, mogoče malo romantičnem upanju, da zdaj je pa končno ta šport postal čist, ne. Zelo hitro se razvija v Afriki, v Aziji mogoče še ne, ampak ko ga bodo pač Kitajci prepoznali kot nek zanimiv šport, da je Kitajska v bistvu kolesarska dežela, ne. Vsaj bila, ne. Mislim, da je to res zanimivo in tukaj v bistvu se avtor moti, navsezadnje pač to delo je bilo napisano leta 2008. V Sloveniji pa logično, pa zaradi teh uspehov, ampak mislim, Slovenci smo, če zdaj lahko govorim malo stereotipno, pa v prvi osebi množine, ne, smo en tak res tipičen kolesarski fanatičen narod. Pač na eni strani smo pa zelo nagnjeni k nekemu individualnemu izzivu, čisto pač telesnemu, imamo prekrasno naravo, gore, pač v bistvu za kolesarstvo kar primerne ceste in zdaj še pač ta dva šampiona, ki sta sicer na nek način seveda izjemna, ampak sta pa tudi posledica neke dolgoletne fascinacije nad kolesarstvom in konec koncev tudi znanja, ki ga imamo. Pri Rogliču je še ta dodatni element, da je pač dobesedno pri letu v
ta šport iz enega drugega, ne, športa, se pravi iz smučarskih skokov in poletov. Mislim, tako da mi smo ta trenutek res v bistvu na nek način najmočnejši kolesarski narod na svetu, ampak to ni nekaj, kar bi bilo popolnoma naključno, je pač del neke naše zgodovine, neke kulturne in tudi športne tradicije, ki se je zdaj pač personificirala v teh dveh in seveda še drugih tudi asih, ki jih imamo. Ampak rečeno, ne, kolesarstvo ta trenutek doživlja enega izmed najbolj cvetočih obdobij globalno, ne samo, če se zdaj osredotočim na Slovenijo, lokalno. Tudi zato, ker pač kolesarstvo ali pa kolo kot neko prevozno sredstvo doživlja en preporod, ravno v smislu pač tega, če dalje bolj izrazitega zavedanja, da je potrebno nekaj narediti zaradi podnebnih sprememb in kolo je zagotovo pač najbolj ekološko prevozno sredstvo, kar jih je človeštvo izumilo in jih uporabilo. Rogliča in Pogačarja ne bi bilo, če ne bi v Sloveniji pač bile ustvarjene razmere za to, da pač sta se lahko razvila. Ta kolesarski fanatizem ali pa ta posebni odnos do kolesarstva je v Sloveniji zasidran v bistvu že stoletja. Kolesarstvo je bil tudi eden izmed prvih športov Slovencev. Razvilo se je tam v drugi polovici 19. stoletja, dosti podobno kot drugje v Evropi. In recimo pač, najprej kolesa seveda niso bila dostopna, so bila pač v bistvu neko prevozno sredstvo za meščane, ki so hodili na izlete v naravo. Ampak recimo v Ljubljani so leta 1897 na mestu današnjega letnega telovadišča zgradili prvo kolesarsko dirkališče, velodrom. In šele na ruševinah tega velodroma v začetku 20. stoletja, ker je bilo vzdrževanje predrago, je nastal prvi štadionu podoben objekt za nogomet. Se pravi, pri nas je bilo kolesarstvo pred nogometom. In tudi potem to letno telovadišče so šele kasneje pač slovenski sloviti telovadci začeli uporabljati. Mislim, to seveda kaže, da imamo neko tradicijo in da, kot rečeno, Slovenija pač kot dežela zaradi naravnih značilnosti je zelo primerna za kolesarstvo, zlasti kot se ga dojema zdaj, kjer je pač ta silovit razvoj gorskega kolesarstva je tudi zelo pripomogel. Se pravi, zdaj dejansko s kolesom lahko gremo še v neke prostore, ki prej za kolo sploh niso bili več dostopni. In ta fascinacija nad kolesarstvom nam je pa v bistvu res na nek način prirojena.